Veš kakšen mraz je? Ker smo sam prišli, bilo minus 33. Bilo, včeraj teorija, ne? Danes? Danes pa akcija. Ja, nač, zdaj gremo pa na poligon. A kako? Z avionom, kako? A veš, kada v Estersundu nismo še došli v Severu, moramo še na 400 km višji. Drugač pa Wall of Fame v restauraciji, gostilni že, ne, ampak na letališču. Zdaj je komentar minuta, drugi kjer. Sehr angenehm Nachmittag bei uns an Bord, vielen Dank. Crew additional are very pleasant. And also on behalf of people, have a lovely day. Ravno kar smo zvedeli, da je zunaj minus 30. Ne vem, če sem bil že kdaj na minus 30. O, stari. Tole pa je next level shit. Ej. No, zdaj pa tako, čez par kilometrov bomo prispeli v Continental testni center številka 1. Ravno kar so nam zabičali, da tukaj pod nobenim pogojem ne smemo snemati, zato ker usporedno s tem, ko bomo počeli, tukaj potekajo tudi običajne testiranje kupenih prototipnih vozil. V drugem delu dneva se bomo skoncentrirali, se bomo skoncentrirali pa na gume. Tam bom pa lahko uporabljal tegale. Vam tudi marsikaj pokazal. Aha, zdaj moram pa po moje nehati. A ti povem, kva videl? Enega Mustanga, pa enega Mercedesa. A mi to še lahko pokažem? Ok, to je pa malo kruto. Propeljajo tako zver, jaz pa ne smem snemati. A se ti zdaj bavaš? Ok, dobro. Bom povedal, kako je bilo. So pa naredili eno izjemo. V tem trenutku sedim v Passatu. So rekli, ok, tukaj noter, na handling coursu boš pa lahko posnel, zato ker se bo zgodilo nekaj zanimivega. Šlo bo za avtonomno vožnjo, to se pravi, voznik ne bo delal nič, pa samo opazoval izza volana. Na handling coursu s pomočjo valjda GPS-a pa podatkov, ki jih ima avto že shranjene. From the track. A veš kva? Totalno nenavaden občutek. Vozimo se po snežno, zaledeneli progi, vse pa dela avto sam. Vse sem pelil že avte, ki so znali sami peljati, da ponovadi to preizkusiš tako v ravni črti ali pa na avtocesti, vidiš, ko zdaj je polavtonomna vožnja. Tole, stari, tole je pa nekaj čist drugega. Zdaj sem pa jaz na vrsti, da grem za volan, samo to, da ga nam drži. If you feel good enough, we can switch to... Yeah, let's switch to sport. I feel good enough. So, you can steer if you want. No, I steer all the time. I'll just leave it do what it does. Veš, kaj se je pa zdaj zgodilo? Kar naenkrat so se omehčali, so rekli, ok, zaprli smo ta predel testnega poligona, lahko poslikate, s čem ste se vozili, pa tako naprej. Prva stvar, ki jo moram pokazati, The Beast. Tole je pravzaprav predelan Dodge Ram. Dej naj mi reči, da nas gleda dobro. Valjda 5.7 V8, malo me pa prestrašil, veš. Le kakšna beštija, ampak veš kaj pa najbolj hecen, ogromno enega potencijala. Veš kaj smo pa z njim testirali? Samodejno zaviranje. Mislim, da je res. Noter smo se usedel pa rekel, now I will show you how the car will brake on its own. Pa sem rekel, ok, pol je naredil na enem gumbku. Takole, avto se je pa samo ustavil. Ampak tega tukaj, tega nismo pa šparali niti mal. 5.0, preizkušali smo pa sistem proti zdrsavanju oziroma kombinacije različnih sistemov, ki omejujejo zdrs avtomobila, pa lahko tudi določaš angle, do katerega mu dovoliš, da zdrsne. Angle. Kot, Ciril, kot, ne angle. Veš kakšen mraz je? Ker smo sam prišli, bilo minus 33. A se ti hecaš? Zdaj pa sam še minus 25, tako da sploh ni problem. Smo že vani sta hudga. Tole recimo ta prejšnja S-klasa. V povezavi s tem avtomobilom smo spoznavali prihodnost, kar se tiče potencijala kamer. Namreč v tem avtomobilu je kamera sposobna prepoznati točno, kakšna podlaga je pred avtom. Pa ne samo to, pred sprednjim kolesom imaš tudi en poseben laser. Potem pa ta laser sodeluje s kamero, pa skupaj pogruntata, a je led, a je sneg, a je poledica, mislim, davžno različnih stvari. Passat je pa tista avto, ki zna sam peljati po handling coursu. Tam nazadnji so pa 4 Golfi, s katerimi smo preizkušali učinkovitost prejšnjih pa sodobnih ABS sistemov, pa starejših pa novejših gum. Zdaj pa ne moramo več snemati, ker vse preveč boli. The front end has much more grip when you go into the corner, so you get more confidence of doing anything with the car. New car? Oh no, I take this car.
Kontinentalovi ljudje, ki so pa tukaj z nami, so njihovi inženirji. Niso vedno tukaj v testnem centru, večino časa pravzaprav verjetno preživijo v Nemčiji. In ko pridejo na teren, toliko rajš slišijo ta prvi feedback, ki dobijo od novinarja oziroma testnega voznika, od tega verjetno še rajš. In to ljudem, ko ustvarjajo to tehnologijo, to je zelo pomembno, ne? Feedback iz prve roke. Ker nekaj je teorija, ne? Na računalniku, simulacije, pa tako naprej, nekaj je pa praksa na Švedskem, na snegu, na -25. Let to stari 80, 90, 110, Isuse Bože.